Dobrodošli v oddaji Tema tedna. V današnji oddaji se je naša novinarka Ana Zupan posvetila inkluzivnemu judu, ki ga Judo klub Koper razvija in neguje že 3 desetletja. Trenerji in udeleženci so spregovorili o načinu dela, zgodovini delovanja kluba in širšem pomenu vključenosti. Poglejmo. Vsak ponedeljek ob 19. uri se v najvišjem nadstropju Arene Bonifika v borilnici Judo kluba Koper zbere približno 25 do 30 judoistk in judoistov različnih starosti, kjer 1 uro trenirajo inkluziven judo. Vrata so odprta vsem, ne glede na njihove zmožnosti ali omejitve. V tem okolju lahko aktivno sodelujejo vsi. Inkluzivni judo ni nič drugega kot običajen judo. Judo je sam v sebi že inkluziven. Torej, bi rekel, v svojih osnovah, v svoji filozofiji nosi idejo vključevanja in ne izključevanja, nosi idejo sodelovanja, nosi idejo torej pomagati sočloveku, pomagati sotekmovalcu, da si boljši, bi rekel, tako v neki športni vadbi, tako kot tudi, bi rekel, z nekim svojim zgledom tudi v življenju. Tako da inkluzivni judo je običajen judo, dogaja se v običajnih klubih, dogaja se v običajnem športnem okolju, torej je šport tisti, torej v tem športnem segmentu tisti, ki združuje, povezuje, ni neka, bi rekel, neka lastnost posameznika, ki bi pač združevala, ampak je šport tisti judo. Z inkluzivnim judom so v Judo klubu Koper začeli že 30 let nazaj, leta 1994. Bili so prvi v Sloveniji, ki so začeli s to dejavnostjo, kasneje pa se je ta razširila po celi Sloveniji. Danes imamo že okoli 150 inkluzivnih judoistk in judoistov. Skupina entuziastov, torej skupina bivših judoistov oziroma še vedno judoistov, smo nekako po neki športni poti, svoji tekmovalni, videli v tem nek izziv, neko, bi rekel, vračanje tistega, kar smo od svojih učiteljev in trenerjev dobili na tem področju. Malo smo tudi profesionalno povezani s tem, torej delamo z različnimi ranljivimi skupinami. In to je bil nek motiv, nek vzgib, da smo s tem na Obali pričeli. Treningi potekajo čisto običajno. Oblečejo se v kimono, pred vstopom v dvorano se pozdravijo, umirijo in se nato posvetijo vadbi ter vsem načelom juda, ki jih poskušajo ponotraniti. Na treningu sodeluje več trenerjev, ki budno spremljajo judoistke in judoiste. Torej, jaz sem v inkluzivnem judu sem že od samih začetkov, torej od leta 1994. In nisem sam, seveda, tukaj nas je okoli 10 trenerjev, ki smo v vseh teh letih sodelovali, oziroma večina, oziroma skoraj vsi še vedno sodelujemo. In torej sam en človek tega nikakor ne more upravljati. Gre za skupinsko delo, gre za timsko delo, gre za ogromno nekih pogovorov, gre za ogromno nekih, ne bom rekel kresanj mnenj, ampak viden nekih situacij. Tako da vsa ta količina je ravno pravšnja, da nekako izluščimo tisto, kar je najbolj pomembno. Kvalitetna izvedba treningov zahteva od trenerja trenersko znanje in načela treninga, prav tako pa zahteva nekaj občutka za delo z osebami, ki morda ne zmorejo toliko, morda ne zmorejo tako hitro, tako močno, toliko, ampak to v bistvu ne zmanjšuje vrednosti tega, kar počnemo. Pristop trenerjev ni strogo tekmovalni, čeprav udeležencem inkluzivnega juda omogočajo tudi, da se tekmovanj udeležujejo. Tako je, ravno kar smo pred 2 tedni bili organizator državnega prvenstva v Kopru. In ja, tudi tekmovalni, tisti, ki si želijo tekmovati, seveda jim omogočimo, da tekmujejo. To seveda zahteva neke dodatne treninge in pa predvsem neko osebno motivacijo, da tekmuje. Nekateri si ne želijo tekmovati in s tem ni nič narobe. Tako da ja, vsa leta, pravzaprav zdaj že 25 let tudi tekmujemo, tudi v tujini. Naši judoisti so osvojili tudi kar nekaj medalj. Trenerji smo na to tako potiho ponosni, v bistvu ponavljam, pomembno je ta vključenost, da so tukaj, da so del tega športnega okolja, tega lokalnega, konkretno Kopra. To je tisto.
Pomena vključenosti se še posebej zaveda trener Boris Švagel, ki v inkluzivnem judu deluje od leta 2008. Dokler nisem začel trenirati inkluzivnega juda, sploh juda poznal nisem. Je pa treniral moj brat, ki ima Dravenov sindrom, začel s Tomatom, mislim, da 30 let nazaj. 2008, s Tomatom sva sodelavca v VDC-ju in malo je primanjkovalo trenerjev, majhni otroci in enkrat omenil, pač nisem rekel, ok, športom se ukvarjam z judom, pa nikoli lahko ti pridem na trening pomagati. In sem prišel, tako da smo v bistvu prvih judo korakov učili inkluzivni judoisti. Anja Marjanovič, Ana Đulebić, ki je danes tukaj, Beno Osmančević, ki je danes tudi tukaj, Dimitrij Trobec, ki nažalost ne trenira več. In potem, čez ene par mesecev mi je Tomo pač omenil, da imajo člansko veteransko sekcijo, če bi prišel trenirati in se začel potem tudi člansko veteransko, tako da zdaj treniram inkluzivni judo, od takrat in hodim na veteranske treninge. Vključenost v inkluzivni judo ne le spodbuja telesni razvoj, ampak gradi tudi temelje za bolj pravično in razumevajočo družbo. Prvi je, da se jih destigmatizira. To je pač pri nas bil velik problem, ki ga osebno precej dobro poznam zaradi mojega brata. Ker tle ne gre samo za trening, za zdrav duh, zdravim telesom, ampak tudi za socializacijo. Mi smo zdaj sicer tu v Zgornji Bolnici, ko smo bili od spodaj, smo hodili čez telovadnico oziroma čez igrišče košarkaško rokometno treninge, se pogovarjali z rokometaši, s košarkaši, z odbojkašicami, garderobe smo imeli tam skupaj, tako da so bili vključeni to. Po treningu smo šli na kakšen kafetle dol v ta Havano in je v bistvu to tudi en del socializacije. Učili smo ljudi hoditi na treninge z avtobusom in iti domov, da jih ne vozijo samo recimo starši. Tako da tle od zadnje še en kup enega socialnega dela, ki je v bistvu nevidno, ampak je zelo pomembno. Z nami sta svojo naklonjenost do športa delila tudi judoista David in Beno, ki sta povedala, da judo trenirata že 30 let, in judoistka Vesna, ki judo trenira 2 leti. Sem bil evropski prvak na Nizozemskem, na Švedskem in uživam v tem športu. Kaj pa vam je najbolj všeč pri tem športu? V tem športu mi najbolj všeč gibanje in naša družba, naša populacija. Kakšni so kaj načrti za prihodnost, še treningov in tekmovanj? Še treningov in tekmovanj, še kako medaljo da dobimo. Treniramo tudi treningu, trenira Tomo, za včeraj treninga 18 let, socialne pijade v Kopru in da treniramo tukaj v Brani in da včeraj ta socialne pijade bio u dolu kulturno ozonje. Se udeležujete tudi kakšnih tekmovanj? Ja, jaz bil v Kopru, jaz sem obdalil drugo mesto. Kaj vam je najbolj všeč pri judu? Judo je dobro, jaz bil včeraj treninga, da sem včeraj pijada v Magcu, da je treniral v Tokiju. Se udeležujete tudi kakšnih tekmovanj? Ja, tudi. Kakšne uspehe si dosegla? Prej si rekla, da si zmagala? Ja, 2-krat. To na državnem prvenstvu? Na državnem. Kaj pa ti je najbolj všeč pri judu? Vse. Kakšni so načrti za prihodnost, da še treniraš in tekmuješ? Tudi. V vseh teh letih vodenja inkluzivnega juda je trenerje marsikaj presenetilo, priča pa so bili tudi pozitivnim rezultatom, ki so se pokazali pri udeležencih. Bilo je ogromno nekih dogodkov, nekih presenečenj v teh 30 letih. Mogoče so mi najbolj ostala v spominu ne toliko neka tekmovalni dosežki naših tekmovalk in tekmovalcev, ampak bolj to, da so določeni ljudje, ki so morda imeli neke težave ali pa jih še imajo, pričeli navdušeno hoditi, obiskovati treninge juda, torej da je bil prihod v
prostor v dvorano, velik korak za njih. To si včasih težko običajni ljudje, torej ljudje, ki nimamo nekih težav, predstavljamo, ampak včasih je komu težko stopiti iz svojega stanovanja. Tako da je prehod v neko športno dejavnost, torej v neko aktivno športno, mislim predvsem družbeno aktivno. Vedno poudarjam ta vidik družbenega, torej ta komponenta se mi zdi pri našem delu najpomembnejša. Ja, spremembe so, vsekakor čisto fizično, pri njih se je izboljšala koordinacija, fizična moč. Judo je pač šport, v katerem smo vsi enaki, ko oblečemo kimone, ne? Pasovi samo kažejo, kaj ti tehnično znaš, ampak v judu je pač smisel, da vsak ima malo več znanja, ga predaje tistemu, ki zna manj, ne? In je to za njih v bistvu zelo, zelo pomembno, ker se s tem tudi bolj osamosvajajo in postajajo bolj, ne vem kako bi rekel, bolj samozavestni. Na treningu, ki smo se ga udeležili z Megafon TV, je bilo čutiti strast trenerjev do dela ter zadovoljstvo in uživanje judoistk in judoistov. Judo je šport, s katerim se lahko ukvarja vsak, saj ima ogromno elementov, ki se jih da tudi prilagoditi osebam v inkluzivnem judu, otrokom, članom ali veteranom. Vsak ga lahko trenira in se v doglednem času veliko nauči.